Šolanje na višji policijski šoli traja 2 leti. Študent po končanem študiju dobi naziv policist. V prvem delu je prvo malo praksa krajša, izobraževanje na šolanju v Tacnu, obvezna praksa in po prvem letniku, vkolikor je vse skupaj uspešno opravljeno, se še opravlja drugi letnik. Celotna doba šolanja teče delovna doba, prejemate osebni dohodek, ste zavarovani, tako kot vsi ostali in imate vse bonitete zaposlene osebe. Po študiju nastopi delo policista in kot nam je zaupal mladi policist z novomeške policijske postaje, začneš opravljati vse tisto, kar si med študijem gledal bolj s strani. Nimaš več mentorja, sam si prepuščen vsem, čeprav je res dobro, mentori so še zmeraj ti bo stal ob strani, mlad kolektiv je, si pomagamo nekako, tako da rabiš neko kilometrino potem, da utrdiš vse znanje, katerega si usvojil v samem šolanju, ne. Je pa pač vsak dan drugačen, vedno je nekaj novega. Poleg policistov v slovenski policiji zaposlujejo tudi druge kadre. Za pridobitev naziva nadzornik državne meje poteka izobraževanje 6 mesecev, za pridobitev naziva pomožni policist pa 1-mesečno usposabljanje. Tudi možnosti za napredovanje v policiji so velike, pravita naša sogovornika in dodajata, da je poklic policista unikaten in dinamičen. Predvsem, kaj pa vem, delo z ljudmi, delati dobro, čeprav to je danes v teh časih ljudje enostavno gledajo preveč plehko, dajmo reči temu tako, na to policijo, ker vidijo samo te neke kazni, pisanje glob in tako naprej, je pa veliko več kot samo to, no. Delo policista je zelo zahtevno, zelo lepo. Je pa prednost v tem, da karkoli delamo v dobro ljudi in se trudimo tudi takrat, kadar nas ljudje vidijo, da kaznujemo, se trudimo, da je ta kazen namenjena temu, da bi ljudje ozaveščali in da bi ljudje spoznali svoje napake in v prihodnosti teh napak ne bi ponavljali in skrbeli za večjo varnost vseh. Zaradi korona razmer bo predstavitev študija potekala jutri popoldne prek aplikacije Zoom.